Pozdravljeni na tem ALU Uho. Tokrat se nam bo predstavila, zaradi česar ste tudi prišli, magistra Breda Škrjanec. In če slučajno kdo ni prebral, bom še enkrat povedala, je umetnostna zgodovinarka, ki je zaposlena na Mednarodnem grafičnem likovnem centru in povabili smo jo seveda zato, ker je res strokovnjakinja na področju grafike, tako v zgodovinskem kot v kontekstu sodobnega časa. To res obvlada, ne samo kot tehnike, ampak grafiko kot medij, kot tehnike, ampak kot pozna situacijo, pozna zgodovino umetnosti, grafike in pozna tudi, kaj danes pomeni grafika in kako jo mislimo v bodoče. Zdaj, tam je lepo, da prihajate še. Kaj je do zdaj že naredila, da ste lahko tudi že prebrali v tej napovedi in mogoče sam še povem, da je njeno delo strokovno izjemno obsežno, da je mnoge razstave pripravila doma v tujini, da je sodelovala na grafičnih bienalih, na različnih razstavah, ki so povezane z grafiko, da je sodelovala na simpozijih, piše tekste in danes nam bo tudi predstavila svojo raziskavo z naslovom Misliti grafiko. Breda, izvoli. Hvala lepa. Hvala, ker vas je toliko prišlo. Nisem si mislila, da na tak dan prazničen, da bo vas toliko. Sem bila kar malo skeptična, a bo sploh kdo. Hvala za tole predstavitev Zora. Glede na to, da je praznik pred nami, ne bom dolgo vezla, bom kar hitro šla to the point. Ampak bi rada povedala to, da Misliti grafiko je v bistvu prevod razstave Thinking Print, ki je bila v MOMI leta 1996 in ki me je v bistvu spodbudila, da sem pripravila to predavanje najprej za tujino, zdaj ste me pa še tukaj vzeli. Tako da jaz sem vam hvaležna. Morda se še naprej malo opravičim, čeprav ne vidim glih čisto pravega razloga, ampak ja, vizualno gradivo, ki ga boste videli, je predvsem ni toliko slovensko, je zelo internacionalno, zaradi tega, ker sem hotela res podati tiste res prave primere tega, kar vam bom govorila. Seveda je to zelo oseben nabor, normalno, in lahko bi bil katerikoli drug primer tudi. Zdaj, vedno me je zanimalo, 30 let že delam v grafiki in vedno me je zanimalo, kako to, da je en tak medij, ena taka forma, ki je bila v bistvu dosti intimna, ves čas, ki je do 20. stoletja, kako to, da je potem v drugi polovici 20. stoletja postala tako močna, da smo govorili tam v 60-ih, ne samo mi pri nas v Sloveniji, ampak nasploh so govorili o tem, kako je to renesansa grafike, kako je to zlata doba grafike in tako naprej. Zdaj, umetnostna zgodovina, mislim to, da je bila prej grafika dostopna zares bolj naročnikom, pa zbirateljem, pa strokovnjakom, ki so jo gledali, tako kot še danes gledamo Gojo v Kalkografiji Nacional, pod lučkami, z rokavicami, v zelo skrivnostnih prostorih. Je potem v 20. stoletju res šla čez to, postala čisto nek drug medij in je danes izredno sodoben medij, vključen vse povsod. Umetnostna zgodovina pravi, da se imamo zahvaliti vsaj delno temu, da je grafika postala po drugi svetovni vojni toliko popularna Picassu in njegovemu delu z Murlojem med vojnama, med drugo svetovno vojno in po vojni. In glede na to, da je dejansko on odkrival litografijo in
in delal tudi res izredne kose. Je tudi litografija postala zelo popularna po drugi svetovni vojni. Pa še to je, ne, da smatramo tole Minotauromahijo njegovo iz leta 1935 kot najpomembnejšo grafiko 20. stoletja. Ne. Dejstvo je tudi, ne, da je v torej, vzhodnih državah med vojno igrala grafika zelo pomembno vlogo. Seveda ne kot umetniška forma tudi, ne, ampak kot propaganda. Imela je zelo močno komunikacijsko moč in vrednost. Ne. Po vojni pa v socialističnih deželah je pomagala k grajenju torej nove države, ne, propaganda za novo državo. Zanimivo je to, ne, da socializem, ki je imel umetnost pod cenzuro, ne, torej pod kontrolo, grafike, ki jo je izkoriščal praktično celo obdobje upora, po vojni ni pripisoval toliko močnega pomena in je bila izključena iz cenzure. Ne. Zato so se predvsem vzhodnoevropski umetniki zelo pogosto usmerjali v grafiko ravno zato, da so se lahko bolj svobodno, bolj osebno izražali ali pa, če hočete, bolj lirično, ne. In brez problema. Pol recimo dejstvo je, da je v 50-ih grafika res postala že zelo pomembna, je recimo to, da je 50. leta je že bila ustanovljena prva mednarodna grafična razstava in to je bila razstava Bianco Nero v Luganu, ki je potem trajala celih 10 let. Leta 1953 je bilo ustanovljeno mednarodno društvo lesorezcev in graverjev les Xilon, ki je tudi organiziralo razstave še v 70. leta, obstaja še danes, ampak seveda je njegova moč ni več taka, kot je bila včasih. No pa da pridemo k nam, ne, leta 1955 smo že tudi organizirali prvo mednarodno grafično razstavo pri nas. Seveda jaz ne bom govorila o naši zgodovini grafike, ker je to drugo poglavje, ne. Ampak ja, seveda naš bienale igral zelo ki je potem postala grafični bienale in je seveda igral zelo pomembno vlogo v tistem času, predvsem kot izmenjevalnica idej, tako kot vsi ostali bienali. Takrat ni bilo interneta, ni bilo nič takega, to je bilo tam, kjer so se umetniki srečevali. Tisti, ki so delali v zelo skromnih razmerah, pa tisti, ki so delali v res že malo tudi na industrijskih razmerah, kvalitetnih razmerah, če temu tako rečemo. Ne. In seveda se je oplajalo med seboj na teh razstavah. No, potem je nastalo še veliko, v tem zlatem obdobju grafike, je nastalo še veliko teh bienalov po Evropi in pa tudi v Ameriki in drugje po svetu. Večina jih ni več, nekatera so se preobrazila, tudi ljubljanski bienale ni več izključno grafičen in seveda sledijo premikom na splošno v umetnosti. Ne. Mislim, da so še eno zelo pomembno vlogo pri razvoju grafike, predvsem pa grafičnega trga, imele grafični studiji, predvsem ameriški. Amerika je treba vedeti, ne, da praktično do vojne ni imela grafike razvite. Tam je bilo pač, ja, bili so neki grafiki, neki graverji, ampak ni imela grafika neke posebne vloge. Mislim, da je v New York prišel, ali ne vem, zdaj v New York, kam, Heiter je prebežal iz Pariza zaradi svojega židovskega porekla in ustanovil ta atelje 17 potem tam in tam se je šolal nekaj tistih prvih mednarodno prepoznanih grafikov, ki so tudi razstavljali po teh bienalih, kot je recimo Leonard Baskin, eden od teh, ki je najbolj poznan. Prej so bili pa bolj dokumentarni grafiki, v smislu, da so risali dokumentarno risbo in jo odtiskovali, bolj za dokumente. No, ampak v 60-ih letih so bila ustanovljena, oziroma že konec 50, so bili osnovani trije zelo pomembni grafični studiji v Ameriki in sicer na zahodnji obali je bil to ULAE Editions, ne? In pa v New Yorku je bil to Gemini, studio Gemini, in pa v New Mexiku je bil Tamarind Institute za litografijo. Medtem ko sta ULAE in Gemini delala kombinirano, ampak največ globoki tisk, vseeno, je bil Tamarind izključno in je še vedno izključno za litografijo.
Zanimivo pa je, ne, da so glavna dva studija, tako Gemini kot litografski Tamarind, ustanovili dve ženski. In obe sta se šolali v Parizu. Ena je bila June Vane, ta je osnovala Gemini, in druga je bila Tatjana Grossman, ki je osnovala Tamarind. Jaz vedno to poudarjam, ker se mi zdi pomembno. Da je grafika ženskega spola, ne? To ste že ugotovili. No, v glavnem v Angliji je bil tudi v začetku 60-ih ustanovljen Kelpra studio, ki je predvsem sito tiske tiskal in tudi za umetnike, ki so potem razstavljali na Bienalu. Recimo Paoloci je tudi eden od nagrajencev Ljubljanskega grafičnega bienala, ne. Pomembna je bila tudi galerija Mek v Franciji, v Parizu, ki je tiskala za francoske pa za evropske avtorje. Eno tako glavno ime je recimo Tapies, ne, ogromen njegovih del so natiskali prav v galeriji Ime, no pa Miro tudi, no pa še drugi seveda, jaz se zdaj to z glave spomnim. Pomembno je pa seveda še tudi v tistem času, v 60-ih je zdaj govorimo, ne, torej René Bloch Editions, predvsem je bil pa pomemben, to je bilo v Nemčiji, pomemben je bil zato, ker je z Blochom delal praktično ves Fluxus. On je največ in konceptualni avtorji, ne. Tako da dejansko se je ta zadeva zelo razširila in znanje se je začelo širiti in tako naprej in je mogoče še kaj drugega seveda vplivalo na to. Ja, še več je bilo, ne. Pomembno je tudi to, da sta glavna avtorja pop arta, ne, tako Warhol kot Rauschenberg, pravzaprav grafiko vzela za enega od glavnih izraznih medijev, sta prenesla sito tiske na platna in jim dodala še seveda druge stvari ali pa jih prenesla celo v prostor, ne. In to je v bistvu že en del tega, kar je pravzaprav začel že širiti mejo tega medija, a ne. Že 60-ih v bistvu je ta grafika, osnovni pojem, ki ga otroke učimo, je, da je to pač risba prenesena na neko matrico, ki je lahko iz različnih materialov in se potem z barvo odtisne na papir. No, ta koncept se je začel v bistvu že tudi v 60-ih rušiti, ne. Pol kasneje se je pa še bolj podaril, presegel vse meje, ne. Zdaj v 80-ih, ne, je pa prišlo do tega, da je pravzaprav smo začeli govoriti v zgodovini umetnosti o tem, kako je grafika prišla v krizo, pa ne samo grafika, nasploh je umetnost v krizi in tako dalje. In dejstvo je, ne, da se je takrat pojavil cel kup nekih del, ki so bila močna in so bila grafična, pa niso bila grafična, neke vrste polgrafike so nastajale. Tako da se je v bistvu ta tradicionalen način gledanja na grafiko moral začeti spreminjati, če je hotel pač iti s časom naprej, ne. Pojavili so se razni predmeti, kot so, ne vem, bili so grafični objekti, ne vem, tiskani simboli, monotopija je spet zaživela, potem, kaj jaz vem, seveda knjiga umetnika je pridobila na veljavi v 80-ih letih, pa vse umetniške publikacije nasploh, grafične skulpture, instalacije, vse se je že začelo pojavljati tam v 80-ih. In to je seveda najbolj dobro zaznala in pa tudi pol seveda legitimizirala ta razstava Thinking Print v MoMI leta 96, ki je v bistvu predstavila, dekorirala je Deborah Vaj, in je predstavila 15 let v razvoju grafike, torej se vidite od leta 80 do leta 95 in predstavila ob teh tradicionalnih klasičnih delih kot tehnikah tudi dela, ki so bila popolnoma novih formatov, kot so posterji, plakati, megaplakati, škatlice, vžigalci, nalepke, skratka različni predmeti, ki imajo to grafično značilnost, niso pa grafike per se. No, seveda je bila fokusirana v glavnem na ameriške avtorje, ne, ta razstava, ampak vseeno ni mogla mimo avtorjev v Evropi, ki so delovali takrat v Evropi, kot so bili recimo, ker so delali odlične stvari, kot so bili recimo nemški neoekspresionisti, kot je recimo, kaj zdaj, zakaj mi noče iti naprej? No, pa pojmo tle. Ja.
A mi lahko kdo pomaga? Kaj pa delam? Kaj delam? No, koliko je bil, recimo, ne vem, nočet naprej, prej je bilo čisto okej, zdaj pa ne. Aha, kako ste pa naredili to? Ja, meni ni ratalo prej. Kot je bil recimo Anselm Kiefer ali pa Georg Baselitz, ne, pa niso mogli tudi v tistem času mimo Luciana Freuda pa recimo Richarda Hamiltona, ker sta ravno v tem času sta naredila najboljše jedkance svojega opusa, ne. Pa tudi ne mimo italijanskih transavangardistov ni moč bilo iti takrat, ne, mimo Clementeja Palladina in drugih, ne. No, tako je bilo nekako je pa zanimivo je to, no, da je ta razstava se fokusirala tudi na vsebine, ki so bile takrat v zraku, ne, saj so še danes, ampak takrat so se prvič zares tako pojavile, a ne, in to so bile vprašanja jezika, zgodovine, politike, potem fotografije kot take, no, vse to se še danes umetnikov zelo dotika, no, ampak takrat je bilo to res nekaj, kar je ta razstava prvič izpostavila. Zanimivo, no, kot sem že prej rekla, ne, da so bila 80. kritična leta, ne, je pa vendar ta razstava dokazala nekaj drugega, ne, da je v bistvu v 80. letih grafika imela kar plodno ozemlje, ne. Na koncu 90. se v grafiki pojavi še ena taka epizoda, in sicer nastop Young British Artists, mladih britanskih umetnikov, ki je bil neposredno povezan z delovanjem studia Paragon Press v Londonu, ki je tiskal samo za njih in je tiskal izključno so tiskali mape ali pa serije, ne. Oni so tiskali tako za recimo Dickna kot za recimo Marka Quina, za brata Chapman, za Tacito Din, za Damiana Hirsta, no, in sploh te osebe znane iz tega obdobja, ne. Tako da smo zdaj prišli nekako do konca 90-ih, ki je pravzaprav smo šli proti novemu milenijumu, stvari so se močno spremenile in danes je v bistvu od te razstave Thinking Print že skoraj 30 let minilo, ne. In v teh 30 letih se je ogromno stvari zgodilo. Stvari so šle, razvoj je šel naprej, umetniki prišle so nove tehnologije, ki nam sedaj v bistvu krojijo življenje, ne, torej digitalne tehnologije, danes že artificial intelligence, ne, samo čakam, kdaj bomo zares dobili kakšno delo. No, pred 30 leti si seveda tega sploh niso mogli predstavljati, ne, niso vedeli nič o socialnih omrežjih, o vseh teh medijih, ki so prišli potem in so bili vezani na računalnik, ne. Zdaj, jaz sem ustvarila, no, še to sem hotela povedati, ne, da mene v bistvu, ko sem vse to pač raziskala in vse to, kako so te stvari šle, me je začelo v bistvu najbolj zanimati, no, pa še to bom povedala, čisto svojo osebno anekdoto. Zanimanje za razširjeno polje grafičnega mi je pa pravzaprav, bom rekla, privzgojila ali pa, ne vem, navdušila ikona svetovne grafične produkcije Marija Bonomi, ne. Znanstvo z njo in mi je prineslo to, da sem stvari začela gledati zelo drugače, zelo široko, in sem ji globoko hvaležna za to, ne. Pa tudi zelo mi je pomagala, moram povedati. In zato me je začelo kot kustosinjo na tem področju najbolj zanimati to, kako se umetniki, pravzaprav grafiki, odzivajo na te nove priložnosti, ne, na te nove priložnosti, ki jih nudijo nove tehnologije v povezavi seveda z tradicionalnimi stvarmi in pa tudi v odnosu na sodoben čas. In da bi stvari lažje razmišljala ali pa da bi na nek način bolj, tako kot umetnostni zgodovinarji sploh, ko hočemo vse kategorizirati, ne, sem si ustvarila nekaj kategorij, znotraj katerih sem videla ta nova dela, ki so prihajala in ki sem jih spremljala, ne. In te kategorije so seveda zelo osebno
zadeva, čeprav sem ugotovila, da niso čisto osebna, da tudi drugi razmišljajo, moji kolegi razmišljajo na podoben način. Tako da bom kar začela in prva kategorija, ki je in ki je v bistvu tudi podlaga za večino naslednjih, so novi mediji. Ne. Zdaj, danes novi mediji niso nič posebnega, ne. Povsod so, povsod jih imamo. V grafiki imajo pa še dodatno zelo pomembno vlogo in sicer to, da so zamenjali fotografijo, ne, v grafiki in ker imajo to vlogo spreminjanja izvornega gradiva v nekaj drugega. Ne. Zdaj, rada bi povedala to, ne, da pač novi mediji, računalnik v grafiko ni vstopil konec 90-ih. To se je zgodilo precej prej. In sicer že v 50-ih z analognimi računalniki, pa potem je v bistvu konec 60-ih let postalo gibanje računalniško generirane grafike kar dosti močno v Evropi. Ne. In en tak avtor, ki sodi v to gibanje, je tudi naš slovensko-italijanski avtor Edvard Zajc. V tistem času so umetniki iz Evrope zelo pogosto odhajali v Ameriko, ki je v svoje kurikule na univerzah uvajala računalniško grafiko in so tam osnovali laboratorije za računalniško grafiko. Med njimi je bil tudi Zajc, ne, ki je na univerzi Syracuse v Ameriki delal osnoval atelje za eksperimentiranje z računalniško generirano grafiko, ne, ker imamo različne. Zanimivo je tudi to, ne, da je recimo Andy Warhol, ne, je pa naredil, naprimer, prva, še to sem hotela povedati, da je prva grafika, računalniško generirana grafika je bila sprejeta na Ljubljanskem grafičnem bienalu že leta 1971, kar je sicer zelo posebna stvar, to mene zelo presenetilo, ne, ker ni imela s tistim tradicionalnim zares pravzaprav čisto nobene veze in je pravzaprav tudi ta polemika okrog teh grafik, kjer so sodelovali tehnologi pa grafiki, je bila zelo močna, ne, da to pravzaprav ni umetnost. Ne. No, ampak po tem času zelo dolgo nismo videli računalniške grafike na bienalu. Ne. In je pa po letu 1985 je pa seveda računalnik prišel v splošno javno uporabo. Recimo Warhol je naredil tale portret Debbie Harry 86. leta na Commodorju Amigi, komercialnem računalniku. In takrat tega istega leta je bil ustanovljen Photoshop in tako je v bistvu prišla grafika, je prišla možnost, da delamo grafiko praktično vsako hišo, ki je imela lahko računalnik, ne, v tistem času. Je pa seveda tudi irisni tiskalnik se je zelo kmalu takrat razvil, tako da je postal tudi zelo pomemben. To je bilo konec 80-ih, je postal zelo pomembno orodje za umetnike tistega časa. Ne sam iris, tudi drugi, ampak ta je bil najbolj uporabljen takrat. Ne. Seveda moram pa še to povedati, ne, da kljub temu, da so te stvari nastajale, ne, galerije, muzeji pa zbiratelji tukaj še niso videli nekega terena, da bi to začeli zbirati ali pa odkupovati. Jaz mislim, to se je začelo šele po letu 1995. Jaz mislim, da glavni razlog je to, da pač nihče ni točno vedel, kako dolgo bojo zdržali ti pigmenti iz printerjev. Ne. Saj še danes zares ne vemo, ne, ali bo iz tega ostalo za naše zanamce še kaj, ali ne bo nič. Ne. Zares še ni toliko časa minilo. Ne. No, ampak kljub temu, ne, so pa bienali, ki so bili, ne, kjer so se srečevali umetniki, so vseeno zaznali ta porast računalniške grafike, tako da recimo Ljubljana je leta 1985 prvič nagradila računalniško grafiko in sicer fraktalne grafike našega Petra Civhe, ki s posebnim priznanjem ni dobil Grand Prix, ni dobil, ampak pripoznali so, žirija pripoznala, da je to nekaj, na kar je treba računati. 4 leta kasneje pa smo že imeli računalniškega zmagovalca, zmagovalca v računalniški grafiki. Grand Prix je dobilo tole ogromno delo korejskega avtorja Sang-on Chunga,
in sicer odtisnjeno seveda na tradicionalnem ročno delanem gampi pa korejskem papirju, ampak res velikega formata. Tako da to je bilo zares tehničen presežek, pa tudi vsebina je tako dost lirična, dost pokrajinska, no, ni glih čist tehnološka. Isto leto je pa dobil tudi Grand Prix d'honneur, torej veliko častno nagrado, pa Richard Hamilton, torej starosta angleškega pop arta in angleške umetnosti, tudi za računalniške grafike. Takrat jih je začel delati z računalniškimi grafiki, jih je pa začel delati v začetku 90-ih. In jih je delal na res tak čisto osnoven način, plastenja in še vedno, mislim, potem kasneje, 2 leti kasneje je bila večja, obsežnejša razstava, kjer je predstavil samo ta dela, nič tistih starih klasičnih, ki smo jih bili navajeni. Pomemben za razvoj tega povezovanja starih in novih tehnologij je bilo pa tudi opus angleškega umetnika, profesorja in kuratorja Paula Caldwella, ki je bil v drugi polovici 90-ih vodja oddelka za računalniško grafiko na London Art Institute in je v bistvu delal svoje grafike, to je res primer, ki ga danes skoraj lahko vsak zna narediti, ampak takrat so bile to inovacije, razmišljajmo tako. Namreč računalniško je delo narisal ali pa pač naslikal, ga je računalniško obdelal in potem odtisnil katerikoli grafični tehniki. V tem primeru je tole jedkanica z reliefnim tiskom. No, naslednjo neka polje, ki sem ga detektirala, sem poimenovala oziroma kategorija predelana tradicija. Pravzaprav to se vedno spet nanaša na računalniške stvari, ampak dobro, to je osnova. Ne glede na to, da je računalniška grafika v enem obdobju bila zelo velik push, je naredila naprej, še vedno so pa obstajali in še vedno obstajajo umetniki, ki radi delajo tudi v tradicionalnih tehnikah. Še bolj so pa zanimivi tisti, ki preskakujejo med obema možnostima, torej ki se poslužujejo najboljše ali pa rečemo tiste vrhunskih novih tehnologij in jih prevajajo ne dobesedno prevajajo, to je slab izraz, in jih potem izrazijo skozi tradicionalne tehnike ali pa vsebine. To je zdaj tako zelo različno. Jaz mislim, da tlele bi pokazala bolj primere, pa mogoče, da boste razumeli, kaj mislim s tem. Tole je en primer avtorice, ki jo poznamo tudi v Sloveniji, smo jo imeli možnost videti na Bienalu, to je Christiane Baumgartner, ki dela tako ogromne ročno izdelane lesoreze, ki jih pa seveda uporabi za podobo, pa uporabi računalniško predelane predvsem filme, videe, pa fotografijo, pa tudi recimo ima različne cikluse, eni temeljijo na dokumentarni fotografiji, skratka različni ciklusi. V tem ciklusu je v bistvu se delala z filmi, z videi in z fotografijo. Torej ona to generira, predela s temi krivuljami, linijskimi krivuljami predela v računalniku in potem odtisne na masivno leseno ploščo, ki jo potem ročno izdela, pri nas to dela Oliver Pilić, ampak v manjšem formatu, pa tudi manj realistično. In to njeno delo, vezano ploščo, lahko traja tudi več mesecev. In potem to zadevo odtisne na ročno izdelan papir ročno, enkrat. Pač njena dela niso v edicijah nikoli, ona tudi zase ne reče, da dela grafiko, ampak dela umetnost. In tukaj so zanimale, ta delo je res zanimivo tudi tako s tem
namigom na zgodovino, ki spominja na Hokusajev veličastni val. Tudi tukaj gre za val, katerem bo ravnokar voda zgrmela dol. Jo pa zanima predvsem tukaj tudi učinkovanje svetlobe in vidite te svetlikanje morja se da prepoznati, ne glede na to, da je tehnika dosti tradicionalna, klasična in zelo zahtevna v bistvu na nek način. Magarit jo laser naprinta. No, podobne intence, samo še mogoče malo korak dalje, kaže v svojem delu tudi tale poljski avtor Karol Pomikala, ki je pred leti pač dobil Grand Prix na enem od krakovskih trienalov. On dela sicer linorez, ampak ga pogosto prenaša v digitalno oziroma virtualno polje. Tukaj gre za delo, za katerega je prejel to nagrado, ki je narejeno v klasičnem, v bistvu skoraj linogravuri, niti ni linorez, ampak je linogravura. In je gledalca povabil čisto neposredno, da opusti analogno gledanje in skozi 3D očala vstopi dobesedno v sliko, v virtualni prostor, ki dejansko, to je pač ta virtualni prostor, to ne moreš podoživeti zares, takole, ko vidite, ampak ko sem pa bila, tam sem pa dobesedno ostala noter, in je tak res zelo dober, zelo zanimiv način dojemanja stvari, iz analognega v malo didaktično celo. In je tako, s tem se poigrava. Medtem ko na eni strani eni umetniki delajo popolnoma sodobne, recimo imajo popolnoma te elektronske pristope in druge oblike, pa drugi neke čist osnovne te tehnike uporabljajo za svoje izražanje, seveda pa na zelo drugačen način. Recimo tle imamo primer, nažalost tale nič več ne dela, tale YouTube stvar, ampak zanimiv mi je bil tole delo, ki so ga sicer pri nas tudi že delali, ampak to je bilo prej, se mi zdi, ko je naredil tole monotipijo v performansu z vključevanjem ljudi z parnim valarjem, na tak ogromen format in neposredno za razstavo. Torej ta stvar je šla potem na razstavo. To je bil Bodo Korzik, se je napisan najbrž. Potem imamo recimo primer, kako nekdo uporabi popolnoma tradicionalen pristop za sporočanje popolnoma novih vsebin. To je recimo delo tega japonskega umetnika Masamija Teraoke, ki v bistvu uporablja to tradicionalno mokuhanga, tehniko lesoreza 29-barvnega v stilu ukijo-e, zato da sporoča popolnoma nove vsebine. Tukaj imamo naslov je Oktopus, torej Sarah in hobotnica. Ne bom razlagala vsebine, ker je evidentna, tako da ne bi se tle spuščala. Gremo naprej. Recimo tale mi je bil tudi vedno zanimiv. Kamil Kocurek, poljski mlad umetnik, dela pa ustvarja take zagonetne pokrajine, izključno z globokim tiskom. Njegove vsebine so seveda družbeno-kritične, družbeno orientirane. Tle imate en detalj, tole je topografija vojne. Izredno v bistvu natančno izdelane stvari, in ki jih sestavljajo neke kolaže in delujejo zelo impozantno. Pa imamo pa še enega zanimivega, ali pa rečemo konceptualnega umetnika, to je pa Sven Alen Sorensen, danes je tudi on profesor na akademiji že. On je bil prvi dobitnik te edine, v bistvu zares grafične nagrade kraljice Sonje, norveške kraljice Sonje. In tale grafika je zelo konceptualna, dela v konceptualnem polju z litografijo in lesorezom, predvsem s črkami, ampak tukaj se vidite, je že naslov zelo pomenljiv, tak zelo what you see is what you get. One shot, one print, torej v lesene plošče je streljal s puško in pištolo in jih potem odtisnil in seveda rezultat je tako
popolnoma nenavaden za neko agresivno dejanje, za moje pojme. Je rezultat, če ne veš, če ne poznaš podlage, totalno liričen ali pa nek skrb poetičen skoraj. Ne. No in on, ki se rad šali, je rekel, da bi se temu, ko smo se veliko pogovarjali o grafiki v razširjenem polju, ne, je rekel, da temu mojemu delu bi pa lahko rekli grafika v konceptualnem polju. Ne. Tako da, Črt, to je bilo zate. Naslednja kategorija je hibridna grafika. Tudi tle smo jo že kar nekaj videli in tudi prej sem že povedala, da najbolj hibridna že v sami vsebini ali pa po, rečemo temu, po vsem, no, je knjiga umetnika oziroma umetniške publikacije, stojijo dejansko v polju hibridnosti, ampak jaz nisem tukaj, ker imam čisto posebno poglavje, ker so premočne že postale, je tukaj ne omenjam, ampak govorim pa o tem, da pač te nove tehnologije umetnikom omogočajo, da pač uporabljajo grafične pristope, načine na različnih področjih. Danes grafiko najdemo pravzaprav že čisto povsod, najdemo jo v kiparstvu, najdemo jo povsod, no, saj brez veze, da zdaj to razlagam, tudi na različnih podlagah, ni več sam na papirju in tako naprej. In tle bom tudi pokazala nekaj primerov. Tlele imamo eno delo britanske avtorice Helen Chadwick, ki združuje, seveda največkrat pridejo tukaj, rezultati so ali instalacije, ali objekti, podobne zadeve. Ne. Helen Chadwick je uporabila tukaj, ona dela s fotografijo in je med fotografijo in kiparstvom. Tukaj uporablja navaden fotokopirc, kjer je pač te svoje fotografije predelala, razmnožila, napravila ta kolaž na tla z nekimi, rečemo temu, hotela se približati zvezdnim konstelacijam, zato neka mitološki esprit, in zraven je dala teh 5 zlatih krogel, ki lahko ponazarjajo planete, zvezde, karkoli pač. Meni je sicer zelo zanimiva avtorica, je pa Marilene Oliver, ki pa uporablja digitalne tehnologije, tradicionalni tisk in pa kiparstvo združuje med sabo. Ne. Njeni končni objekti pa povezujejo virtualni in resnični svet. Namreč svoje telo, vedno je v ospredju telo, to svoje telo skenira skozi ta čist skozi aparate, kot so MRI, CT, PEF in podobne stvari, in potem ustvari taka dela, kjer v bistvu dobimo pogled v notranjost človeka skozi, zdaj ne znam več povedati, gremo dalje. Naslednja avtorica je tako zanimiva in ima tudi neko drugačen pristop, je Blanca Munoz, ki je sicer tudi kiparka, ampak jo zanima tudi kaj drugega, se veste, zmeraj hočete več, pa drugače, tako da je iskala način izražanja za te svoje prostorske risbe, ne, ker niso niti risbe, niti nič, no in najbolj je v bistvu nekako ustrezala ta intalio, torej grafična tehnika globokega tiska, ki ga je lahko povezala z temi nerjavečimi jeklenimi žičkami in ustvarila čist drugačen, ne čist popolnoma netradicionalno grafiko, ampak drugačno. Ne. Potem imamo pa naprej še en primer, recimo, kako lahko izkoristiš tudi to je delo Andreja Rafteryja, tudi profesorja iz New Yorka, ki je v bistvu klasičen graver. Uporablja res klasično gravuro, ki je v bistvu res zelo fina, ne, zelo risarska tehnika, ampak ga zanima v drugačnem kontekstu, je perfekten graver, ne, to je treba vedeti, ampak njega zanima, kako je kolonizirala grafika druga polja, ne, kako je prišla v tekstil, kako je prišla v tapete, kako je bilo, in potem dela te male gravure, ki v bistvu ponazarjajo dejansko življenje iz New Yorka
in jih postavljam instalacije, kjer uporablja tudi druge medije, mislim, drugačne pristope. Ta tapeta, na primer, je seveda digitalno narejena, ampak je tudi avtorska, ne? Torej je neko fauno, ker tukaj gre za vrt, je v bistvu neke fotografije rastlin spremenil v nek vzorec, ne? Zelo natančen umetnik je, zelo delal na polju med tradicionalno gravuro, ki je v bistvu ni velik, ne? In med zelo sodobnim načinom predstavljanja, recimo. Pa še tale predmet mi je bil tudi zelo všeč, ta projekt dveh zelo mladih avtorjev, ki sta ustvarila tale delo, ki se imenuje Santos Dias, živita sicer v Španiji, pa sta Italijana. Delo je sestavljeno iz 365 plus 1 naboja, v katerega je vgravirana, na vsakem je vgravirana podoba enega svetnika. Ti naboji so pa dobljeni direktno od dobaviteljev, ki dobavljajo naboje za ameriško vojsko v oporiščih. To je že tudi zelo pomenljivo, ne? Tako da v bistvu všeč mi je ta projekt zaradi svoje preprostosti, ki pa ima zelo močno sporočilo. Torej, ikone vojne, ne? Torej te metki, kakorkoli že, postanejo simbolni predmet naše želje po miru, ne? Svetniki prinašajo mir, ne? No, zdaj imam pa, kot sem rekla prej, naslednjo polje so pa umetniške publikacije. O tem ne bom toliko veliko govorila, zato ker imam poseben predavanje, ki ste ga verjetno že poslušali, ali pa tudi o tem je tudi kar nekaj stvari napisanih. Ampak se mi pa zdi, da so tako pomemben format postale umetniške publikacije po letu 80, ko se je začela razvijati teorija, ko se je razvil tudi trg in ko je seveda zaradi tega prišlo do neke hude popularizacije tovrstnih formatov, da si zaslužijo čisto eno posebno kategorijo, ne? Ker je v bistvu, da je ta izraz umetniške publikacije se uporablja kot neka krovna zveza za vse oblike objavljenih del, ne? In nekako smo detektirali nekih 20 različnih zvrsti, ki pa ima vsaka še, ne vem, vsaj 40 podzvrsti, ne? In sicer, če gremo, to so recimo knjige umetnika, sam malo primerov, pa so multipli, pa so ne vem, knjige objekti, pa so umetniški časopisi ali pa umetniške revije, kot je recimo tale, pa so različni predmeti, kot so, ne vem, vrečke, tiskane, pač ki jih umetniki uporabljajo in so bolj efemera in so običajno dejansko v uporabi samo enkrat, ne? Potem pa zaključijo kje kot dokumentacija, ne? Torej, še enkrat da ponovim, da so te umetniške publikacije, predvsem pa knjige umetnika so delujejo na stičišču različnih medijev in so v bistvu dosti kompozicijsko zapleteni izdelki, pa vsebujejo ta interdisciplinaren pristop. Kaj imam pa še zdaj? Zdaj imamo pa preinstalacije oziroma preinstallation, to je danes že v bistvu dosti uveljavljen termin, mi nimamo prevoda, zato sem pač se poigrala z poslovenjenjem, ne? In pač treba je reči, da je pač grafika prišla tudi že v polje instalacij, tudi v site-specific polje, site-specific projektov. Seveda je treba vedeti, da tukaj, ne, pri takih projektih umetniku prostor določa cel kup, daje cel kup omejitev in v bistvu včasih tudi vsebinsko določa, kako bo pristopil k delu. To mogoče Zora tudi ve. Jaz imam tukaj nekaj primerkov. Eden je, recimo prvi primer je tale instalacija, ki je narejena za galerijski prostor, ampak je vseeno site-specific narejena in narejena je iz lesoreznih plošč. Torej, avtor dela lesoreze, v tem primeru se ni odločil, da bo razstavil lesorez,
ampak je razstavil plošče obdelane in obarvane in s tem naredil neke vrste omaž tehniki, ki jo redno uporablja. Ne. Njegove vsebine so pa v bistvu ekološke, no. Večinoma se ukvarja z ekološkimi vprašanji. Pol je naslednji avtor, ki je tudi tako zelo zanimiv v tem smislu in ga tudi poznamo, je Thomas Kilper. On je začel delati svoje instalacije oziroma intervencije v prostor v zapuščenih stavbah. Tale tukaj ni zapuščena stavba, zdaj je že toliko pomemben gospod, da mu je Nacionalni muzej v Bergnu dal svojo sobo, ki jo je pač naredil tukaj že v ambient, ne samo v instalacijo. Ne. Vedno mi je bilo všeč, kako razlaga svoj način dela, zato sem tlele, imam citat, pa ga bom prebrala. Razvil sem svoje talne lesoreze, rezanje skozi lesen parket in linolej je zabavno in rad imam občutek, ko se počutim, kot da režem skozi maslo. Uporabljam ostra orodja in električne stroje. Fizični napor je ogromen. Rezanje v tla je kot maraton. Večina mojih del so instalacije ali intervencije. Slike in besedilo, ki jih izrežem v stavbe, govorijo o teh stavbah, vendar so povezane tudi z mojim življenjem. Poskušam ustvariti nove in nenavadne perspektive in kontekste, da odprem prostor za nove asociacije in razmisleke. Konec citata. Zdaj imam pa še en slovenski primer, da ne bomo samo o tujih primerih govorili. In sicer delo Svetlane Jakmovske-Rodič, ki je po tejle instalaciji narejeni kot site specific delo za Kostanjeviški muzej. Je razvijala to idejo še naprej, tako da to delo je samo prva stopnja. Je pa zdaj že zaključila s tem razmišljanjem in se že usmerila v druga polja. To je delo, se imenuje Narejeno v gozdu. Zanimiva instalacija pa zato, ker je za njo čutiti res veliko razmisleka, veliko raziskovanja in rezultat je potem v taki fini instalaciji. Namreč narejeno v gozdu pomeni to, da dejansko za svoje tiske uporablja lubje, razjedeno od lubadarja in ustvarila te zanimive kompozicije pa formate, ne. Ali pa je s pirografijo naredila neke transparentne polgrafike spet, ki se napajajo seveda vsebinah gozda, ampak se poigravajo tudi svetlobo. Instalacija kompleksnejša, se dela interdisciplinarno, ne. Zanimivo mi je bilo tudi to, da se je res posvetila, je res preštudirala lubadarja, ne, do konca, ker je sočasno je tudi predvajala zvoke gozda, zvoke lubadarke med parjenjem. Ne. In ta cela ambientalna postavitev je bila res je bila fajn. In nadgradila jo je potem razmišljanje o ekologiji, razmišljanje o tem, kako človek izrablja gozd. To je bil človek v gozdu, je bila naslednja faza. In pa zadnja faza, ki pa je pa ženska v gozdu, a ne, torej vrniti se nazaj, sustainability, samooskrba in tako naprej. No in tle smo zaključili. No pa bi rada, glih pri tej kategoriji bi rada pokazala še eno delo, in to je delo Marije Bonomi, ki sem ji prej pela slavo. Gospa kot pač ikona, danes je že stara 88 let, še vedno ustvarja, v glavnem javna dela. In je ugotovila, da njena grafika tudi lahko prestopi meje okvirja, a ne? In da postane lahko še bolj grafična, tako da pač pokaže celoten proces dela in še nadgradi z novo tehnologijo laserskega izreza v kovino. Tukaj je tudi v bistvu povedana njena zgodba, vse, kar ona počne, dela grafiko, dela predmete oziroma skulpturo v kovini in dela lesorez. To je njen neke vrste moto.
Pol imamo grafiko kot javno umetnost, o tem sem že en tekst napisala, pa ne bom toliko na široko razlagala. Ampak ja, javni prostor je tudi en zanimiv polje, kjer se umetniki ki ga umetniki radi uporabljajo, je pa seveda precej delikaten, ne. Umetnost v javnem prostoru ni nekaj novega, tam že v 70-ih se je to začelo, ne, ampak v grafika kot javna umetnost pa ni toliko stara stvar, ne. Tisti, ki so delali grafiko v javnem prostoru, na začetku so v glavnem uporabljali že elemente, ki jih je prostor že vseboval, ne. Ali pa so izkoristili za to, ali to so bili razni reklamni panoji ali pa take zadeve, ali pa so izkoristili za to neko ulično pohištvo, ne. To je bilo na začetku, ne. To so bili elementi v glavnem z področja oglaševanja, tule imamo Adriana, ki je to tudi že preizkusil, v eni epizodi stari. No, v glavnem, tukaj pa imate primer, ki ste naše urbanarije, ne, iz leta 1993, ki je bila v bistvu prva razstava, ki je prinesla to pogled na razširjeno polje umetnosti in grafike nasploh. Potem imamo, recimo, meni je bil strašansko všeč tale projekt, ki ga je naredil Pascal Dombey, francoski, v bistvu digitalni umetnik, in z naslovom Fil, oziroma kaj je to besedilo, in ga je plasiral v vsej dolžini 252 metrov pred Palais Royal v Parizu. Seveda gre za digitalno grafiko, skupaj je zbral besedila zelo različna, poetična, literarna, zgodovinska, vsak govorijo so povezana s Palais Royal, pač tako ali drugače, ne. Gre za več 10 tisoč vrstic besedil v različnih velikosti, ne, imate črke z različnimi velikostmi. In z računalniški algoritmi je on to ustvaril kot neko ponavljanje zelo preprostih procesov, tako da so nastale take zelo nestabilne, nenavadne in nestabilne strukture, ampak je moč brati, ne. Bereš pa lahko na več načinov. Bereš lahko linearno, pač da greš dol, ne moreš vsega, ne, pač linearno, če pa hočeš vse, moraš pa tako hoditi, ne. Lahko bereš tudi nelinearno, skratka se razkrije določena vsebina, ne. Vemo, da je ta javna umetnost nekako najbližje umetnikom, ki se ukvarjajo, aktivistom, ne. Zato imamo tudi veliko takih primerkov z ulic. Vse je bolj ali manj v grafičnem smislu efemerno, ne. To so taki mali tiski, nalepke, plakati in tako naprej, ali pa recimo t-shirti in podobno. Danes pa najdemo tudi intervencije grafične oziroma te različne umetniške intervencije tudi v časopisih, v revijah in tako naprej, ali pa na predmetih, kot so, ne vem, kot jih vidite tukaj. Tlele imamo sicer en star, niti ne toliko zelo star, no, Bayerlejev megaplakat, ampak danes pravzaprav ti megaplakati že postajajo del, umetniški megaplakati že postajajo del urbane kulture, ne. Predvsem je zasluga tukaj treba pripisati muzejem, ki so pač v svoje produkcijo uvedli tudi to. Tudi pri nas smo poskušali te stvari, tovrstne projekte. No, ampak tudi ne samo muzeji, tudi drugi nevladne ustanove se ukvarjajo z iskanjem možnosti za umetnost v javnem prostoru. Nam najbližje je v bistvu Muzeum in Progress na Dunaju, ki dejansko se ukvarja samo z različnimi možnostmi predstavljanja umetnosti. In je razvil zelo inovativne modele za sodelovanje med umetnostjo, gospodarstvom in podjetji, ne. Eno najbolj slavnih njihovih projektov je ta varnostna zavesa v Dunajski operi, ki že od leta, mislim, da 98 nastaja in vsako leto jo naredi drug umetnik, ne.
delajo pa cel kup drugih projektov še v javnem prostoru. Zdaj sem pa hotela na koncu tole zaključiti z enimi mislijo, da je pravzaprav v javnem prostoru umetnikova družbena kritičnost še bolj vidna, ampak paradoksalno je pa to, da ni nujno, da je umetnik v javnem prostoru bolj svoboden. Zaradi tega, ker javni prostor zahteva bistveno širši konsens, kot ga zahteva neka galerija, ker ima tudi veliko širše občinstvo. In lahko nastopi zelo hitro tudi kakšna cenzura. Mi smo imeli na Bienalu leta 2024 tak primer, to rada povem, to anekdoto, ker se mi zdi taka dober primer za to, kar sem rekla. In sicer umetnica Minerva Cuevas je izdelala tele plakate, mega plakate v sekciji Off Biennale, ki je takrat bil uveden. To je bil obdobje, ko smo ravno vstopali v NATO, ko smo se ravno pogovarjali o teh vsebinah in ona itak dela na principu, da pride v prostor, ga razišče in neko družbeno-politično stvar izpostavi. No in potem smo te plakate namestili, ne samo po Ljubljani, po Sloveniji. In potem se je zgodil 11. september, ne, in politika je zahtevala odstranitev plakatov, češ da so politično nekorektni, ne, ker so kao proti NATO. Tako da potem imamo še en oddelek, ki je tudi še dalje bolj prihaja do izraza sodobnih, predvsem s spremembami tudi v muzejskih politikah, to je družbeno orientirana in participatorna grafika. Že tako je grafika medij, ki zahteva sodelovanje, ne, zlasti tam, kjer so ateljeji in tako, ne more biti drugače. Ampak v zadnjem času so pa številne umetniške strategije, ki vsebujejo celo vrsto tiskarskih postopkov, pa tudi številni grafični studiji so vključili v svoje delovanje tudi občinstvo in ustvarjali projekte, ki v bistvu močno presegajo, ne, dejansko izkušnjo tiskanja. Ampak pri nas se mi je zdela zanimiva tale projekt Marije Mojce Pungarčar Social Dress, ki ga je izvajala kar dolg obdobje, ne, mislim, da od leta 2006 pa do 2016. Uporabljala je izraz social dress za oblačila, ki imajo integrativni učinek v smislu skupnosti. Ne. Te delavnice so širile znanje o šiviljstva, ne, zaradi tega, ker je bilo pač sočasno so pa kritizirale globalizacijo, vpliv globalizacije na tekstilno industrijo v Sloveniji, ki vemo, da je popolnoma propadla, ne? In zaradi tega je tudi obrt kot taka začela izumirati. Ne? Te delavnice naj bi, to je bil pač samo eden od učinkov. Kaj ima to veze z grafiko zdaj, a ne? Boste vprašali. Glavna, ta rdeča nit je ta tkanina tukaj, ne? Ki je v bistvu povzetek vseh zgodb, ki jih je zbirala Mojca kot velika zbirateljica stvari, ki jih je zbirala na teh delavnicah, različnih zgodb, pa seveda fotografij, in je potem v sitotisku odtisnila te zgodbe, pač izbor seveda na tkanino, ki je postala pač glavni material na teh delavnicah. Iz tega so ljudje izdelovali oblačila, ki so jih potem lahko celo oblekli, lahko so jih podarili ali pa prodali na dobrodelnih prireditvah. Ena druga taka stvar je bila tudi ta pri nas izkušena projekt Bring Go Home, skupno delo Thomasa Vuja Daniela in Rikrita Tiravanije, ki v bistvu za Thomasa Vuja Daniela je sploh značilno, da deluje v glavnem skupnostno. Njegovi projekti vedno angažirajo veliko ljudi in v vsakem okolju, kamor pride, ta projekt raste. Se tako ali pa drugače poveže z okoljem, v tem primeru je šlo za povezovanje preko
besed, preko iskanja nekih adekvatnih besed v slovenščini za določene agresivne izraze, ki so izvirali iz samega projekta. Danes pa kroži recimo projekt DRO, Riši, ki tudi v vsakem prostoru, kamor pride, se nadgradi z deli domačih avtorjev in z delavnicami ljudi, pač občinstva, domačega občinstva. En tak ocvirk je še tale Lamaz Belja, ki ga vedno rada poudaram, je tudi eno tako skupnostno dejanje. To je sicer revija, ki sta jo izdajala, zdaj tudi že prenehala izhajati, sta jo izdajala dva španska umetnika. Vsakič sta določila temo, ponavadi je bila to neka duhovita tema, neka zelo konceptualna tema ali pa tudi zelo dvoumna. In povabila k sodelovanju več 10 umetnikov, da so dali svoje prispevke, prispevali na to temo. Potem ti prispevki seveda so morali biti imeli možnost reproduciranja, zato ker je šlo za revijo. Revija, ki je izhajala v 1000 primerkih. Torej, že to je skupnostni projekt, zbiranje prispevkov. Potem je bil pa zadnji skupnostni projekt, kako je ta revija končno nastala. Tik pred izdajo revije sta avtorja povabila umetnike, prijatelje, družino, lokalno skupnost, da se jim pridružijo na zabavnem večeru, kjer so sestavljali te revije in v bistvu se imeli fajn. No, pa za konec imam pa še eno kategorijo, ki smo tudi že nekaj primerkov pravzaprav videli in ki pove, da pravzaprav se grafika lahko pojavi tudi v domeni performansa, dogodkov, happeningov. Tam smo že videli, Bodo Korzik je že imel neke vrste dogodek, ki je tiskal svojo monotipijo Roundko, je bil performativen dogodek, tudi tisto streljanje. Ampak te primeri, ki jih imam pa jaz, pa so v bistvu vsi iz Dunaja. Dunaj ima sploh, Avstrijci imajo tradicijo v Fluxus skupini teh dunajskih akcionistov, ki so izvajali različne zelo agresivne performanse. No, tukaj imamo primer Michael Schneider, ki je danes profesor grafike na, mislim, da je Univerza Tama v Tokiu, je konec 90-ih redno prirejal performanse izdelave matric z nenavadnimi orodji, torej s kamenjem in fizično silo. Zraven so njegove performanse spremljali glasbeniki, ki so ta akt, dejanje zvoka, ki je prihajal od samega dela na matrici, pretvorili, nadgradili v skladbe. Potem se je grafika odtisnila in razdelila med publiko. Še drug avtor je recimo Jeremias Altman, ki je ravno tako naredil performance Lesores sekiro. Šlo je spet za dosti agresivno dejanje. V galeriji je priredil ta performance, kjer je dosti nasilno sekal v ta surovi les. Ampak rezultat je dosti fajn, ekspresiven lesores, ki ostane kot dokument in ga lahko tudi malček prirejaš pri tiskanju, kot vidite. Najbolj je pa tak agresiven bil pa tale performance, ki pa sicer nimam nobenega fotografije z njega, sem ga videla, ampak danes je že umaknjen z spleta. In sicer je bil to performance zelo mladega avstrijskega avtorja Jakoba Šileja, Šiheja, ki je v leseno ploščo boksal s pestmi. Boksal je tako dolgo, dokler ni kolabiral, da telo ni več zmoglo. Tole pa odtisk, ki je spet čist nasprotje samega dejanja. Tako da ja, zdaj sem prišla do konca kategorij, v bistvu sem prišla do konca in bi rada samo to poudarila, da kot vidite, se lahko grafiko najde danes res čisto povsod.
delajo jo avtorji na različne načine, uporabljajo jo na različne načine, ampak konceptualno gledano pa mislim, da je grafika ena od ključnih interdisciplinarnih teh ustvarjalnih procesov. Ima obilje možnosti, neskončne variacije so možne in tako naprej. No. Jaz sem zelo navdušena nad njo, imam rada. In je pa res, da sodobna grafika, taka kot sem vam jo zdajle pokazala, te primere, na teoretičnem področju odpira veliko vprašanj, ki so zelo kompleksna, pa mejna. Pogosto naletimo s temi primeri tudi na veliko kritike in neodobravanja, kar je na nek način, obravnavajo se bolj kot provokacija, tudi dostikrat, kar je na nek način razumljivo, ko se pod vprašanje postavi teorija, ko grafika postavi vprašanja teorije lastnega izvora in obstoja, takrat moramo začeti razmišljati zunaj okvirja in zunaj uveljavljenih in že jasno opredeljenih teoretičnih struktur. Tako da se vam lepo zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da ste izvedeli kaj novega. Ali pa kaj zanimivega vsaj. Novega ni tako fajn.